rešili moj glas do sobote. Ja, falila sem 2 vlogmasa, se mi zdi. Zakaj? Zato, ja, nisem se glih najboljš počutila, tako da sem se pač odločila, da bom mogla usfaliti. I'm so sorry, jaz sem ful razočarana sama nad sabo, da mi pač ne bo ratalo narediti celega vlogmasa. Ampak hej, that's life, vedno se mora nekaj narediti narobe in danes tudi nisem neki ful velik vlogala, zato ker sem danes še v bistvu celo jutro spala. Bolj ko ne, do pol enih sem spala, ob enih sem šla pa v službo, jaz sem bila v službi do 7. Zdaj pa ura 15:08, tako da zdaj se pa spravljam snemati en tak Q&A na hiter. Ja, moj glas je še vedno pač tak, kako je. Načeloma sem vas na Instagramu prosila, da mi postavite vprašanja, na katera bom odgovorila v Q&A vlogmasu, whatever. By the way, to je ful dobro. Kateri je tvoj najljubši video, ki si ga posnela? Moj najljubši video je verjetno tist, ko sem šla v Red Bull Ring v Avstrijo na MotoGP, ker pač I had so much fun there in fajn je bilo snemat in res je bila ful fajna izkušnja. Teda najverjetneje je bil zaenkrat tist moj najljubši. Katera je tvoja najljubša žival? Kot domače živali so mi najljubše mačke, drugače pa, ne vem, pingvini ali pa rdeče pande oziroma mačji pande. Ne vem točno, kako se reče v slovenščini. Pa vidre. Vidre so tudi ful cool. Če bi mogla izbirati, bi izbrala Harryja Potterja ali Star Wars. Hvala. Star Wars, definitivno. Čeprav pač vse Harry Potter mi je blizu, ampak Star Wars mi je vedno pač bil bližje. Pač tudi zaradi Star Wars imam ime Kaja Solo, tako da pač logično, da mi je Star Wars boljš. A si bila odlična v šoli? Daleč. Osnovno šolo sem imela še tako dobre ocene, pač bila sem prav dobra, I guess. Srednjo šolo pa, zadnji letnik sem po moje komi naredila. It wasn't that good. Če bi bila matematika mogoče malo lažja, če se ne bi tako rabila ukvarjati z matematiko, bi verjetno imela boljše ocene. A imaš raje tablico ali računalnik? Računalnik, definitivno. Pač tablica je sicer top, ampak računalnik je pa moj workhorse in na računalniku delam vse, tako da računalnik je moj najljubši. In definitivno tudi, če bi imela opcijo pač imeti samo eno od teh stvari, pač tablico pa računalnik, bi definitivno vedno izbrala računalnik, ker veliko več delam na njemu. Tablica je bolj kot ne sem pač tak fun, pač za zabavo bolj. Ha, super vprašanje. A lahko poveš tvoj poštni naslov, da ti lahko kaj pošljemo? Moj poštni naslov je tukajle, tako da lahko mi tukaj pošiljate mojo pošto. In ko smo že glih pri tem, imam eno pošto za odpreti. Zadnjo sem jo dobila, evo, tule tudi gor piše moj naslov. Tule gor piše moj naslov, tako da gremo zdaj tukaj pisemček odpreti. Ok. Draga Kaja, si moja najljubša youtuberka ter vzornica. Ti si me navdušila za risanje, zato hvala. Spremljam te že od 11. leta in vem, da to ni dolgo, a kljub temu si pogledala vsak video vsaj 2-krat. Si super, saj slediš svojim sanjam, si pred kamerami afnaš in si iskrena, zato ostani taka še naprej. Največja oboževalka Tinkara. PS, tattoo for you. Nice. Ful imaš lepo pisavo, I like that. Ful ti hvala, Tinkara, res mi je polepšalo dan. Tako da ja, jaz ful vem, da nisem glih najbolj redna s pošto, ampak se bom potrudila od zdaj naprej res vse pisma odpreti v videih. Tako da ja. Kako je, ko se ti starši ločijo? Jaz pač prav vsak moj drugač, tako da ne moram govoriti za vas, ampak lahko pa za sebe povem, da pri meni ni bilo tako hudo. Moja starša nista se neki ful toliko kregala, pač vsaj ne pred mano. In tudi pol pač sta ostala v dobrih odnosih in tudi še zdaj sta v dobrih odnosih in nimamo nobene drame in je ful fajn, tako da odvisno je pač kakva je situacija, ampak načeloma pa pač morate vedeti vsi, ko greste skozi to, da niste vi krivi, da ni vaša krivda, da vas imajo starši še vedno radi in če bi slučajno radi pogovor, načeloma mi lahko pišete na Instagramu, odgovorim čisto vsakmu, ko ima kak problem, tako da I'm open there. Instagram, pejte, če imate kakve probleme. Kaj si želiš za Božič? Trenutno si želim klavir. In ja, naslednje vprašanje, a si kdaj igrala kakšen inštrument? Ja, klavir. 6 let sem ga igrala v glasbeni šoli, poga pa načeloma končala sem v 9. razredu, poga pa do zdaj nisem nekaj igrala, edino zadnjič, ko sem šla v kulturni dom ga igrati, to pa lahko pogledate v prejšnjem vlogmasu. Kako to, da knjige kupuješ? Pač, a hodiš v knjižnico? Ful ne hodim v knjižnico, jaz sem ful neredna s tem in mi je lažje, če si knjigo kupim. Itak pol, če si vzamem iz knjižnice, moram pol zamudnino plačati, tako da je isto. Pa še lahko držim knjigo. Ampak ne, druga si pa načeloma ne kupujem več tako vseh knjig. Kupim si samo tiste, ko me res zanimajo, če pa kakva taka, da pač me samo kar tako malo zanima. Grem pa tudi jaz kdaj v knjižnico, ampak res
zdaj ful redko. Kdo je tvoj najljubši igralec / igralka? Imam jih kar ene par, ampak Leonardo DiCaprio, Benedict Cumberbatch, po novem Ben Hardy, kaj še? Daniel Radcliffe, oh my god, on je dejansko ful talentiran, pač tudi poleg Harryja Potterja. Adam Driver, tudi kadar ni Kylo Ren. Jaz se verjetno jih je še več, zdaj se sam te spomnim, ja. Zakaj si se odločila, da boš obiskovala tako šolo? Načeloma se mi je zdela pač taka šola najbolj uporabna za naprej. Ful se mi je zdelo pač računalniška, to se zdaj rabi in se mi je zdelo zanimivo. Čeprav sem jo težko naredila, mi je pa zdaj fajn, da sem jo, ker pač imam v redu izobrazbo in je ful fajn. Pa tudi moj ati dela na računalniški šoli, tako da mi je tudi to olajšalo izbiro. A si že kdaj šla na Comic-Con v tujino? Ja, šla sem v Comic-Con v London in je bilo ful epic. Pač ful, oh my god, best experience in my life. Ali si komaj zdaj začela poslušati Queene ali jih že dolgo? Mislim, da Queeni so ena tak band, ko ga pač vsak pač posluša, tudi če jih ne pozna. Po moje poslušam že celo življenje, poznam, tako da. Šele zdaj sem se pač začela malo bolj zanimati, sam tem je razlika. In tudi podobno vprašanje, od kje poznaš skupino Queen? Ne vem, pač Queene po moje vsak, ko je malo razgledan, pozna, upam. Tako da, ne vem, ampak zdaj pa pač bolj podrobno, pa zaradi filma. Pri katerih letih si začela govoriti angleško? Jaz sem gledala angleške risanke že res ful od malega, ampak učiti sem se jo pa začela že v mali šoli, torej sem bila stara nekje 4 ali 5 let. Jaz sem šla v osnovno šolo sem šla s 5 leti, tako da 4. Res, angleščina je tak jezik, ko bi mogel vsaj vsak pač znati. Je ful uporaben jezik, tako da pejte se učiti angleščino. Najboljši način je, da gledate filme v angleščini, brez podnapisov. Kaj te je toliko navdušilo pri Applu poleg Steva? Jaz sem si kupila MacBooka skoraj 2 leti nazaj. To da res ful super dela. Mislim, da je bilo prejšnji mesec, je bilo prvič, da sem imela en majčken problem z njim. Ampak sem hitro rešila in ja, pa tudi to, da se pač ful enostavno poveže z mojim iPhonom, pa z mojimi AirPodsi, pa z iPadom. To mi je toliko top, pač res me je ful navdušilo, da res toliko pa pač kvaliteten je na vtip, that's what I really like. Premium, you know. Zato, ker je tudi bil ful drag. Kaj vse si še želiš dobiti od Appla? Zdajle trenutno si želim Apple TV, pa pol HomePod, pa mogoče kdaj uro, ampak to so take, niso tako nujne stvari, ker jih pač ne bi rabila za delo, tako da jih najverjetneje še dolgo ne bom imela. Ampak so cool. Pa tudi zdaj ta novi iPadi, pa ta nov Apple Pencil. A mi je žal, da sem si ga kupila? Ne, ampak če bi malo počakala, tudi ne bi bilo tako bad. To so bila načeloma vsa vprašanja, ko jih imam z danes. Vem, da moj vlogmas je postal full all over the place in pač nič posebnega ni. Ampak se bom potrudila, da bom nazaj v top formi kmalu, tako kot bi moj glas nazaj. V soboto, še enkrat ponavljam, grem na Malcolm, tako da mora biti moj glas cel in zdrav in moram biti sposobna pet, ker bom Roger. Do takrat pa živete in se vidimo jutri. Ja, čau. Ful je awkward dela ta outro, te prav sovražim to. Yes, it's Christmas!